GZS, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, je 7. februarja 2017 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije slovesno podelila 17. zlata priznanja za doseženo odlično kakovost kruha, pekovskega in finega pekovskega peciva ter testenin v letu 2017. Številčnost, rast, izvoz in optimizem so bili ključni poudarki letošnje podelitve. Zelo sem zadovoljen, to, da je vrhunski slovenski pekovski proizvod, to vem, ne. Me pa zelo veselilo, ko sem vsakega posebej vprašal, kaj se je dogajalo lansko poslovno leto. Vsi so mi govorili samo o rasti, nekdo je povedal 2%, nekdo 7%, marsikdo je povedal, da ima lansko leto 15% rast in to je rast na izvozu, na tujih trgih. Zakaj je to pomembno? Zato, ker na tujih trgih lahko uspevaš samo za višjo kakovostjo in tudi, kar se cene tiče, uspešno je samo, če je cena tuji nekaj višja in to je tisto, kar potrebujemo. Mi potrebujemo rast, potrebujemo dobiček pri slovenskih pekarskih proizvajalcih in to mi daje optimizem. Pekarska panoga je najmočnejša panoga znotraj živilske industrije in kot taka je tudi podvržena velikim konkurenčnim pritiskom, tako med samimi podjetji, kot seveda tudi to, kar prihaja iz tujine. Pa vendarle lahko rečemo, da je ravno kakovost tista, kar daje v ospredje in postavlja v ospredje naša pekarska podjetja z njihovimi izdelki. Ja, moram reči, da vsako leto naredimo pomemben korak naprej. Ne samo v številkah, moram reči, da tudi to našo kvaliteto pripoznavajo domači in tudi tuji potrošniki in zlasti to slednje me še najbolj veseli. Priznanje je preko 20, tako da z različnih programov, ne samo kruh, slaščice, testenine, sveže testenine. Skladno z našim bodočim razvojem, ki predvideva izjemne investicije v bodočih 3-4 letih, preko 25 milijonov, ena že v teku v novo tovarno sveže testenine, bomo seveda ponudili močnejše, večje kapacitete, ne samo slovenskemu, pač pa tudi tujemu trgu in seveda večali prihodke, kar pomeni rast podjetja, pa s tem tudi donosnost. Ja, priznanje zagotovo pomeni eno potrditev kakovosti. Seveda je tudi neka oglaševalska možnost, da potrošnikom tudi pokažemo, dokažemo, da imamo kvalitetne proizvode. In seveda pač v prihodnosti vedno znova, vsako leto naredimo kakšen artikel več oziroma kakšno skupino artiklov več in pač ga naslednjo leto damo na ocenjevanje in običajno se izkaže, da smo naredili prav korak. Letos torej že 17. ocenjevanje po vrsti, tako kot vsako leto, bom rekla, vedno večje ali pa višje število prijavljenih izdelkov. Vsako leto rečemo, da gre za rekordno število in dejansko je temu tako. Letos je bilo prijavljenih vsega skupaj 136 izdelkov, kar je v bistvu, bom rekla, kar dobra tretjina izdelkov več kot običajno. Prevladujejo kruhi izredne odlične kakovosti, praktično bom rekla brez odbitkov. Zelo se je v bistvu izboljšala kategorija pekovskega peciva in finega pekovskega peciva. Sicer mogoče v primerjavi s kruhi nekoliko manj zastopana, vendar z vidika kakovosti bom rekla čisto enakovredna. Nekoliko šibkejša kategorija testenin in pa svežih slaščic in pa piškotov. V tem dveh segmentih smo si pravzaprav zadali nalogo, da pravzaprav skušamo privabiti čim več podjetij in skratka tudi tukaj zagotoviti neko transparentnost, reprezentativnost in pa visoko kakovost. Številčnost izdelkov, ki so bili na letošnjem ocenjevanju, kaže na to, da je kakovost seveda izredno v ospredju. In kruh je tisto, kar nas povezuje z domačnostjo, z tradicijo. Ni seveda tudi slučaj, da smo ravno zaradi tega vpletli v današnjo svečano podelitev tudi duh tradicije in ljudskega izročila in mislim, da je to dalo vsem nagrajencem in sami prireditvi posebno noto. Peka kruha je pravzaprav, kar se tiče v industrijskih pekarn, timsko delo. Izredno pomembna je nabava surovin, surovine morajo biti kakovostne, izredno pomembno je delo tehnologa, delo marketinga, da ugotavlja, kaj potrebuje slovenski potrošnik dan danes in seveda
delo prodajnikov, ki te izdelke morajo spraviti na trg. In to je tisto, česar si želimo pravzaprav od naših podjetij, da so čim bolj uspešna na slovenskem trgu, čeprav pa podatki kažejo, da so izredno uspešna tudi na tujih trgih. Veliko kruhov, za katere smo mislili, da niso primerni za tuje trge, pravzaprav izvozijo, kajti sprejeli so jih tudi tuji potrošniki. Sedaj je pred nami leto, novo poslovno leto in našim podjetjem želimo čim več uspehov in to je tisto, kar ponavadi tudi zanima vlado, ministrstvo, kako so podjetja poslovala in res nadejamo se eno izredno dobro, pozitivno leto.